Kljub vse večjemu zanimanju za električne avtomobile, njihova prodaja še zdaleč ne dosega visoko letečih ciljev znamk, ki jih izdelujejo. In verjetno bo trajalo še kar nekaj časa, da bodo ljudje, fizične osebe in ne podjetja, ki jih v tem trenutku pokupijo največ, presedlali z nafte ali bencina na elektriko. Razlog so seveda zaenkrat še očitne omejitve z dosegom, polnjenjem in seveda s prodorom vse bolj ekonomičnih motorjev z notranjim izgorevanjem. Morda pa bi znamki Edag in Bolloré lahko ponudila zeleno alternativo oziroma sistem, pri katerem koza ostaja cela in volk sit. S tako imenovanim car sharingom oziroma sistemom izposoje električnih vozil bi lahko zgradili most med željo po električni izkušnji in dejanskim lastništvom. Pri Edagu so idejo car sharinga vzeli tako resno, da so svoj koncept light car zapeljali v povsem novo, zelo inovativno smer. Seveda je električen z veliko steklenimi površinami, predvsem pa zelo preprost za uporabo. Poleg denimo stopalke za plin, zavoro in volana, lahko voznik upravlja le še z ročico smernih utripalk. In to je vse. In en sam prikazovalnik kaže hitrost, stanje baterije, doseg in navigacijo. Skozi dvoje drsnih vrat pa naj bi sprejel kar 6 potnikov. Odbijači naj bi bili spredaj in zadaj deloma sestavljeni s posebnimi blazinami, napolnjenimi z nekakšnim tehnogelom, zaradi katerega naj trki pri nizkih hitrostih in dotikanja drugih vozil med parkiranjem ne bi bili problem. Luči igrajo ključno vlogo. Zadnje okno je na primer moč spremeniti v reklamni oglas, ampak le, ko avtomobil miruje. Laserji v ogledalih pa lahko na tla projicirajo različne napise, denimo Rent Me ali pa Charging. Tole pa so tisti odbijači, ki so zelo mehki in pravzaprav prav zaradi njih ne parkiranja in kakšen bump ne bi bili problem. Pri Bolloréju so na primer iz teorije v prakso prestopili že pred nekaj meseci. V Parizu namreč poteka eksperiment izposoje malih električnih avtomobilov po principu ljubljanskega bicikla. Začeli so s 66 avtomobili in 33 polnilnimi postajami. Do konca leta pa obljubljajo, da naj bi imeli že kar 3000 avtomobilov in kar 1000 polnilnih postaj oziroma izposojevalnic. S tem avtomobilčkom oblikovanim pri Pininfarini naj bi naredili nekakšno tiho revolucijo. Dosega ima dobrih 200 km, pomagal pa naj bi zmanjšati emisije, hrup in pa seveda omilil prometno zgoščenost ene najbolj obremenjenih prestolnic v Evropi. Letna naročnina naj bi znašala okrog 144 evrov, polurna izposoja pa naj bi stala okroglih 5 evrov. Torej, če bo tovrsten način car sharinga podprt z električnimi avtomobili dobil pravi zagon, bo elektrika do uporabnika vendarle prišla prej, kot smo domnevali, pa čeprav na povsem drugačen način, kot smo pričakovali.